Lepo pozdravljeni v novi oddaji Prebojeno srce Slovenije. Danes gostimo ponovno zelo zanimivega gosta. Luka je bil rojen v Sloveniji. Pri 11 letih je doživel bližnje srečanje s smrtjo, pri katerem je zapustil ta svet in se vrnil nazaj. Po tej izkušnji se je začel zavedati drugih svetov in komunikacije z naravo. Vsakodnevno se je začel ukvarjati s sanjami in meditacijami. Tako se je postopoma spomnil svojega poslanstva tukaj na Zemlji, kot tudi nekaterih svojih življenj v drugih ozvezdjih in dimenzijah. Luka je predsednik društva Višja vibracija in je tudi ustanovni član od leta 2013. 2013 je tudi zaključil šolo spominjanja School of Remembering, ki jo je ustanovil Drunvalo Melkizedek. Luka je licencirani učitelj delavnic Awakening the Illuminated Heart, prebujanje razsvetljenega srca. Je avtor delavnic Shamanic Heart Healing, srčni šamanizem in Sacred Geometry of the Heart, sveta geometrija srca. Poleg tega je asistiral tudi pri Drunvalovih novih delavnicah Cosmic Grace, Return to Source, kozmična milost, vrnitev k veru, The way to do is to be, delovati pomeni biti. Do zdaj je izvedel več kot 250 delavnic, 4 ali več dnevnih po različnih koncih sveta. Občasno pripravi tudi manjše dogodke in enodnevne delavnice. Luka je vodja Awakening Heart Sacred Journeys, duhovna potovanja prebujanja srca. To so potovanja v svete kraje, kot so Egipt, Peru, Mehika, Arizona in drugod. Občasno je na voljo tudi za individualne zasebne terapije oziroma pogovore. Luka vodi tudi delavnice, predvsem v Evropi in Aziji. Uči skoraj vsak teden v letu, zato je njegov urnik zelo poln. Hvaležen sem, da se je odzval mojemu povabilu. In kot pravi Luka, v vesolju je samo ena zavest. Jaz sem ti, ti si jaz. Pozdravljeni v novi oddaji Prebojeno srce Slovenije. Tokrat gostimo torej izjemnega gosta Luka, ki se nam javlja iz Kitajske, iz Pekinga. Luka, lepo pozdravljen. Živijo, Dejan. Hvala, ker si me povabil v oddajo. Res zelo sva glih se ujela, glih po božanskem načrtu. Ja. Jaz danes sem v Peking prišel. Odlično, ja. Tako pravijo, ne? Vse je tako, kot mora biti, ne? Ja, na nek način, kakor jaz vidim življenje, je vsaka stvar, vsaka beseda, ki jo spregovorimo, tudi to, ko se zdaj pogovarjamo, je že bilo dogovorjeno. Ne? Nobena stvar se ne zgodi po naključju, naključij ni. Ne? Tako da čisto vse, ali rečemo dobro, slabo, kakorkoli damo te predznake, ima neki sveti namen, v zadju. Absolutno. Kakor sem rekel v napovedniku, ti si pri 11 letih doživel to bližnje srečanje s smrtjo in takrat si zapustil ta svet in se vrnil nazaj in potem si se začel spominjati vsega tega, kar v bistvu že nosiš v sebi. Nam lahko malo več poveš o tem, kakšna je bila ta izkušnja, kako si to doživel in kako ti je to doprineslo sedaj pri tvojem delu, pri vsemu, kar počneš? V bistvu, ko se nekaj takega zgodi, tisti trenutek ne veš, kaj se dogaja. Ne? Ampak šele kasneje vidiš, da so to neke take manjše pa večje iniciacije v tvojem življenju. Ne? In recimo v šamanizmu se temu reče mogoče, da en del tebe mora umreti, zato da se lahko ponovno rodi. Zato, ker ko se mi rodimo v ta svet, smo, recimo temu, smo čisti, vsaj v tem človeškem pogledu, zdaj v multidimenzionalnih aspektih. Ampak potem si začnemo nadevati različne maske. In takrat, ko se je pač to meni zgodilo, jaz sem pač dojel, da v enem trenutku, tisti trenutek, ko greš ven iz telesa, da so to samo sanje, da v bistvu ti samo greš iz enih sanj v druge sanje. In potem se odločiš, ali boš uneš sanje nadaljeval, ali boš pa nazaj šel v telo. In v bistvu spominjanje se ne zgodi v enem trenutku, ker bi bilo to preveč. Največje spominjanje,
kakor ga jaz vidim, je spominjanje, da dojamemo, da smo mi vse. Jaz sem ti, ti si jaz, ampak če to recimo nekomu samo poveš, bo mogoče to samo dojel z razumom. Ne? Ampak te razne izkušnje, bližnje izkušnje s smrtjo, ko imajo različni ljudje, te v bistvu dajo na katapult in v bistvu začneš življenje videti čisto drugače. Ne? Tu z neko večjo hvaležnostjo, z spoštovanjem, z milostjo, recimo, ne? Da je življenje toliko večje, kakor si ga predstavljamo. Ja, kakor vidimo s temi omejenimi čutili, ne? Samo materialnimi, Ja. fizičnimi. Ne? Ja. Okay. Torej, kaj se ti je potem zgodilo, da si se spomnil v bistvu svojega poslanstva tukaj na Zemlji? Ne? Praviš, da si že bil v različnih ozvezdih, dimenzijah. Kaj je v bistvu tisto tvoje ključno poslanstvo in kako si to v bistvu aktiviral? Okay, mogoče ena zelo zanimiva vizija, ki se mi je enkrat odprla. To hočem tako res reči. To spominjanje ni v enem trenutku, to se dogaja in mi se ves čas spominjamo. Zato, ker tudi ta šola, katero si tudi povedal v napovedniku, je šola spominjanja. Ne? Mi nič ne učimo nobenega. Mi samo pomagamo drugega se spomniti to, kar že nosimo v sebi. Ampak eno spominjanje, ki se mi je pač odprlo enkrat čisto spontano v meditaciji, je spomnim se ene dimenzije, ko smo bili na enem planetu, to še preden je sploh Zemlja sploh obstajala, ne, vse tako v enem drugem usporednem svetu, recimo temu. In vse, kar smo delali, je to, da smo hodili pa peli. Ne. In ni bilo nobenih besed. Glas je bil uporabljen recimo za petje, ampak komunikacija je bila pa telepatska. Ne. In recimo, ko bi en primerjal tisto življenje z zemeljskim življenjem, zdaj, ki ga imamo zdaj tle, na tej dimenziji, bi rekel, tisto je dolgočasno, ne, boring. Ne. Zato, ker v bistvu vse, kar si delal, je hodil si in pel in ni bilo niti moškega pa ženskega telesa, recimo. Ne. Že to je, bi en rekel, je dolg čas, lahko rekel. Ne. Ampak in na nek način za vibracijo glasu smo v svetu vzdrževali harmonijo enega dela, rečemo, vesolja ali pa galaksije. Ne. In tudi je bila zavest enosti. In to spominjanje tistega aspekta, recimo mene, ker sem takrat nekje bil, mi je dal to spominjanje, da smo tudi zdaj eno. Ne? Zato, ker na tistem planetu si se z nekom pogovarjal, telepatsko, ampak potem si se začel pogovarjati z nekom drugim, ampak se je pogovor kar nadaljeval. Ne? In to v bistvu pomeni, da ni sploh nobene ločenosti. Ne? V bistvu, kar jaz vem, tudi ti veš. Ne? Ja. Ni skrivnosti v vesolju. Ne? To je tisto, ne? Bog vse vidi, ne moreš nič skriti, energije ne moreš prelisičiti. Ne? In takšne, bom rekel temu, mala spominjanja, ne? Ti odprejo pogled na širši aspekt življenja. In v bistvu misija, jaz sem tako rekel, vsi imamo isto misijo v vesolju, in to je, da se spominjamo, kdo smo. In vsi se vračamo k istemu bistvu, in to je izvorna zavest, katero imenujemo različnimi imeni. Bog, izvor, veliki duh. In jaz zato pravim, res vse te stvari, ki si povedal v napovedniku, so res ta zemeljski aspekt tukaj. Ampak jaz samo vidim, da pomagamo drug drugemu, se priti do iste točke, povezovati nitke med seboj. Ne. Vsak ima en del sestavljanke in pol, ko jaz nekaj povem, se nekaj pri tebi sproži, en del spominjanja. In jaz vidim na tak način vseeno, da vsi smo učitelji v eni ogromni, univerzalni, meddimenzijski učilnici.
In vsi se učimo, spominjamo se tistega, kar smo pozabili. Iz različnih aspektov ene in iste zavesti. Tako. Ja, odlično, lepo si povedal. Dejansko je zdaj čas velikih sprememb, ne? Vsi nam to govorijo, tudi moderna profesionalna astrologija, da dejansko bo še v naslednjih letih več sprememb kot prej v celotni znani zgodovini človeštva. Torej, kako ti vidiš to prelomnico, predno greva na premor? Ok, jaz vidim tako, da je v bistvu vse so cikli. A ne? Zmeri, kot gremo spat, danes večer bomo šli spat, jutri se bomo zbudili in moramo iti spat. Ne moramo reči, zdaj pa spanje ni v redu. A ne? In enako je z zavestjo na zemlji, ne? Zdaj smo na prelomnici. Ampak zdaj smo, lahko bi rekli, en bi to primeril, da smo zdaj zjutraj budilka, ne? Da se začnemo prebujati. Kdo bi pa že rekel, da smo že skoraj že polnoč, že skoraj naslednji dan, da se toliko počasi se zbujamo, pa smrčimo, no? Dobesedno se nočemo prebuditi. Ne? Ampak je na zemlji to zelo pomembno. Pomembno je bilo, da smo bili v zavesti dualnosti nekaj časa. Mogli smo biti v zimi zavesti, spanju, zato da dobimo lahko zagon za novo prebujanje. In jaz ne želim, zelo hitro padeš v dualnost in tudi to, kar se zdaj dogaja na svetu, lahko gledaš izrecno iz negativnega vidika, ampak iz vidika ene zavesti je tudi vse to, kar se dogaja, se more dogajati. Da najdemo tisto svetlobo v sebi, katero iščemo. Ne. Tako vidim to prelomnico zdaj. Torej, brez teme ne vidimo svetlobe, ne? Torej, vedno se prepoznavamo v nekih nasprotjih, ne? In pravijo tudi, da izvorna energija samo sebe prepoznava v tem nasprotju. Ne? Ja, v bistvu ne more biti svetlobe brez teme brez svetlobe, ampak dostikrat razumemo temo kot negativno, ampak jaz v bistvu bolj govorim svetloba pa tema kot spanec, pa mislim, prebujanje pa spanec, ne nujno kot dobro in zlo. Ne? Ja. Zato, ker dobro in zlo prihaja iz pogleda na kako ti to vidiš. Kako bi rekel, pajek, ne, je zloben za muho, a ne? Ja. Ampak je tudi del ravnovesja na zemlji. Ne? Zdaj, spet je vse kako, ampak mislim, ne zatiskam si oči, ne, zdaj glede, kaj se dogaja in tako, ne, pač, ampak vse vidim, da je kot en del prebujanja, a ne, da se moramo imeti neko težjo izkušnjo, bom temu rekel, ne slabo, ampak težjo, zato, da najdemo en del sebe, ki smo ga izgubili. Tako, ja. Bova nadaljevala tako po kratkem predahu, ko se ponovno vidimo. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj izjemen gost Luka, ki se javlja iz Pekinga. Rekla sva, da vse na zemlji in v vesolju poteka v enih ciklusih, a ne? In mi kot človeštvo smo že šli čez različne faze. Ti tudi potuješ veliko, a ne? In študiraš te stare civilizacije, stare kulture in v bistvu nam lahko kaj več poveš o tem, kako si v bistvu sam doživljal vsa ta stanja, mogoče kaj je tista prava resnica mogoče o naši zgodovini? Ja, v bistvu ja, cikli, lahko rečemo najprej par besed o ciklih. V bistvu vsi poznamo simbol yin-yang, ne? Se pravi, imamo črno z belim, pa belo s črnim. In če bi pa mi postavili ta yin-yang na eno ravno črto, bi pa potem dobili eno sinusno krivuljo, ko gre gor pa dol, ne? In to, ko gre gor, je v bistvu prebujanje, ko gre dol, pa v spanje. In tudi celo vesolje gre čez iste cikle. Se pravi, na začetku rečemo, da je to začetek, a ne? Se začne nekaj prebujati kot seme, a ne? In potem je recimo sadež na drevesu zraste, ki ima spet seme, ki gre v zemljo in potem se začne spet spati in pa se prebuja. In na podoben način so se civilizacije na zemlji menjavale, ne? Zdaj moramo
razumeti, da Zemlja ni samo na eni dimenziji. Ne? In neka civilizacija, ko je mogoče danes ni več, je samo iz naše perspektive ni več, mogoče samo zamenjala realnost, kot da bi rekel radijsko frekvenco. Ne? Tukaj vidim v ozadju je recimo Egipt. Recimo, glih tle na tej sliki je ena civilizacija, ki je bila prisotna na Zemlji, to so Hatorji, ki je kasneje postal kult čaščenja boginje Hator v Egiptu. Ampak Hatorji so ena od teh civilizacij, ki so šli čez zelo težko dualno zavest in so se skoraj uničili. In potem so šli čez kolektivno, rečemo temu, nebovzetje. Nebovzetje je lahko individualno, tako kot recimo Jezus naredil, pa drugi, ampak lahko je pa cela civilizacija šla naprej. In včasih pride istočasno, ko pride do nebovzetja civilizacije, ko potem civilizacija nebovzeta, pride tudi do nekega uničenja. Ne? To je, ko imamo tudi Šiva, Šakti, pa imamo Bog stvarjenja, Bog uničenja. Ne? Ampak na nek način lahko rečemo, da so tudi to, kar mi doživljamo na Zemlji, iz ene perspektive enega opazovalca, smo mi čisto na pravi točki. Nismo nič narobe ne delamo. Ne? In ne moramo iti iz ene harmonije v naslednjo harmonijo, ne da bi šli čez obdobje disharmonije. Sprav, ne moreš ti skočiti iz ene gore na drugo goro, ne da bi šel čez dolino. Ne? In to je v šamanizmu, se pač temu bi rekel zgornji svet, pa spodnji svet, moraš spoznati tako svojo svetlobo kot temo. Ne moreš reči, pa samo moraš iti gor. Ne? Recimo v šamanizmu je glavna stvar, je shadow work, ne? Se pravi, da delaš z lastnimi nepozdravljenimi deli sebe. In tudi kot človeštvo, zdaj smo v ciklu, ko čistimo naše esence. Ne? In to se zelo jasno vidi, ne? Ko smo zrcalo drugemu. Pa si me vprašal za potovanja. Ne? Vse te kraje, kjer je ponavadi jaz obiskujem, ali pa imam jaz potovanja, no? So te točke na Zemlji, ki predstavljajo, rečemo, meridiane, čakre, in tudi predstavljajo PowerPoints, točke moči, na katerih bo koncentracija energije močnejša, čija močnejša, ampak pa tudi predstavljajo različne vrtince matere Zemlje. Recimo, en del Zemlje bo bil korenska čakra, en del Zemlje bo bil srčna čakra. Ne, in tako. Ampak recimo v Egiptu, Egipt je za mene kot rečemo temu drugi, tretji, četrti dom, ne znam drugače reči. Sem bil že 12, krat smo že skupine vodili dol. V Egiptu je ena točka, ki je pod veliko piramido. In to je točka, ki je velik vrtinec in je izvor zavesti enosti, ali pa ima tudi naziv Kristusove zavesti svetlobe. Ne? In ta zavest je padla v času Atlantide, ko je komet začel padati na Zemljo in so druge civilizacije se začele delno mešavati. Ampak smo pa mi zdaj v tem obdobju, ko se zavest enosti spet prebuja. Prav, če poenostavim, pa dam v en stavek, mi smo že bili v zavesti enosti. In zdaj smo zavestno, kot kolektivna zavest, šli v zavest dualnosti in disharmonije, ampak smo kot na enem kamnu sredi reke, potočka. In moramo skočiti na drugo stran reke. Ker ni tako varno biti na tem kamnu dolg časa. Ampak je pa pomembno, da smo tukaj in pol gremo naprej. Ampak ostali kraji so pol, recimo Peru, zdaj so v bistvu kronska čakra Zemlje, se premika iz Tibeta
v Južno Ameriko. Zato sem tudi kdo me vprašal, zakaj me je mogoče pot pripeljala na Kitajsko. V bistvu Kitajska, a pa ta jugozahodni del, ko je ta tibetanska plošča, je zelo močno energijsko polje, je tam, ne. In še zmeraj se tukaj veliko dogaja. In tam, kjer se veliko dogaja, bo tudi velika dualnost. Torej, izvor virusa ne bi bil tudi iz Kitajske, ne? Ja, to zdaj, ne vem, če ja, ampak ja, ne, nima veze, ampak v bistvu tudi, če tako rečemo, recimo korenska čakra, ne bi bila Južna Afrika, ne, po nekaterih pogledih, ampak Afrika se ukvarja z preživetjem in to je prva čakra. Potem druga čakra, seksualna čakra, ne, Indija, ne, oziroma to območje zdaj je, ne bi bilo nova čakra, seksualna čakra. In zdaj Indija se tudi ukvarja zdaj veliko s tem problemom, ne. Srčna čakra pač gre pol čez Evropo in pol grlena čakra. Nova pozicija grlene čakre ne bi bila v Severni Ameriki, sprav tam, kjer je gora Šasta, ne, sprav nova pozicija govorim, ne. In zdaj v bistvu ZDA je tudi kot mikrofon sveta, vsi poslušajo, kaj ZDA govori, ne. Ampak kronska čakra pa ne bi bila Južna Amerika po tem novem, ne, in ta kundalini zemlje se premika dol. Ampak ja, zdaj vsak del sveta ima kot en namen. In jaz pravim, vsak del zemlje je svet, ne. Zato, ker je tudi, ne, vsaka celica našega telesa je sveta. In ne moramo, tudi, ko si virus omenil, je to vsak dan, ne moreš iti mimo tega. Tudi vsaka energija je sveta. Če se vrnem na šamanizem, šaman ne uporablja besede pozitivna energija, negativna energija. Ampak lahko rečeš težka pa lahka energija, ampak vse ima neko svetost. Učitelj je lahko mučitelj. Ja. Odlično. Pogovarjala sva se torej o teh ciklusih. Omenil si večkrat šamanizem, ampak ti izvajaš eno posebno vrsto, praviš srčni šamanizem, ker pogrešaš pri klasičnem šamanizmu, a ne, določene aspekte, mogoče nam lahko še nekaj več o tem poveš. Ok, zelo na kratko, zato ker šamanizem ni nekaj, kar si lahko kdorkoli prisvoji, ne. Mi v bistvu si sposojamo besedo šamanizem, zato da to mogoče najbolj opiše to, kar počnemo, ne. Ampak drugače vsak šaman dela iz srca, dela iz povezave z višjim vodstvom, ne. Ampak jaz sem v bistvu samo to, kar jaz počnem, sem mogel dati besedo šamanic heart healing, ali pa heart shamanism. Na tak način jaz to vidim. To, ker srce je tista točka nevtralnosti, ki ne sodi. Ker marsikdaj se zapletemo tudi v duhovnih sferah, včasih še bolj kot ne, in govorimo, to je dobro, to je slabo in to je narobe. Ampak v bistvu čisto vsaka stvar ima namen. In zdaj v bistvu šamanizem je toliko širok pojem, da ga noben ne bo razložil enako. Vsak bo drugače to razložil. Zdaj, ko mogoče. Ja, glede na svoje izkušnje, ne, ki jih tudi ima človek v bistvu, ne. In vsak deluje na neki ravni svoje percepcije, ne, svojih preteklih izkušenj. Ja. Tako. Okej, bova nadaljevala. Kot bi recimo rekel... ok, v redu. Kar povej še to misel, pa potem greva naprej. Ja, mogoče kot vsak bo knjigo prebral iz svojih očal, čez svoje očala, vsak bo film pogledal čez svoje očala, isto je z duhovnim naukom. Tako, ja. Glede na vzorce, percepcijo, kar človek nosi v sebi, tako vidi zunanji svet, ne? In to barva njegovo percepcijo realnosti, ne? Kar kognitivna nevroznanost zdaj lepo že dokazuje, ne? Odlično, tako da bova nadaljevala po kratkem predahu, se vidimo torej čez nekaj trenutkov.
Pozdravljeni, torej še v tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije, z menoj krasen gost Luka. Ja, naslov oddaje sva dala Zemlja, srce, vesolja. Torej, pomembno je, da smo povezani in gor in v zemljo, srce je na sredini. Ti vodiš te delavnice prebujanja razsvetljenega srca, kjer pomagaš ljudem v bistvu presegati te sence preteklosti. Jaz sem tudi obiskal to tvojo delavnico, je bila krasna, tako da nam lahko kaj več poveš o tem. Ja, no, naziv oddaje smo dali Zemlja, srce, vesolje. Ker nekako mi smo na tem planetu, ki nam v tem trenutku, kjer smo, predstavlja božansko mati, žensko energijo. In zato, ker naš planet je ženska, čeprav ima vsi smo moški in ženske, ampak v tem vidiku smo tako, avtomatsko vesolje postane moško. In vse stare kulture po celem svetu, vsi starodavni mojstri so govorili o svetem trojstvu. Da se v bistvu moramo povezati v naši zavesti z božansko materjo, božanskim očetom in božanskim otrokom. In to je ta trikotnik. In ta sveti trikotnik to ni nekaj, kar smo na zemlji se spomnili, ampak to je univerzalno. In ko rečemo, da se povežemo s tem svetim trojstvom, se moramo povezati z ljubeznijo. In ljubezen ni nekaj, kar je samo romantična ljubezen, pa si zaljubljen, ampak to je stanje. To je stanje polja, stanje nevtralnosti. Ljubezen ni pozitivna ali negativna, ampak je to točka singularnosti. In mi smo recimo božanski otrok tukaj in se povežemo v ljubezni z vesoljem, ljubezni z zemljo. In to nam odpre vrata recimo v starem indijskem tekstu Upanišade. Temu rečejo mali prostor v srcu. Upanišade so eden najstarejših tekstov, ki sploh obstaja na zemlji. In mali prostor v srcu je ta velika skrivnost, katera se ne da opisati z besedami. Moj mali prostor v srcu je enak kot tvoj mali prostor v srcu. Recimo v Šri Jantri je to ta bindu, mogoče če ste pogledali Šri Jantra po Googlu. In to je, kjer smo vsi eno. In to je prvi organ, funkcionalni organ, ki je bil v maternici, je bilo srce. Sicer najprej smo mi bili 1,2, 4, 8, 16 smo se začeli podvajati. Ko smo bili 512 celic, smo bili torus v obliki torusa, kot jabolko. In to je že bilo v bistvu oblika tega elektromagnetnega polja, ki se zdaj razteza okrog našega telesa, ki je tudi del Merkabe. In to srce naše pa še zmeri to izvorno energijo, izvorni vir. Se pravi, ko iščemo Boga, ga ne moramo iskati samo izven sebe, ampak ga moramo iskati tudi znotraj sebe. In to je ta stavek, kako znotraj, tako zunaj, kako zunaj, tako znotraj. Tudi molitev Oče naš, kakor od nebesi, tako na zemlji, prihaja iz egipčanskega nauka, kakor zgoraj, tako spodaj. In sveto trojstvo se je samo skozi ustvarjanje določenih religij in dogem samo spremenilo in smo izgubili besedo Sofija, je potem kot mati, modrosti. Ja, pač imamo zdaj Oče, Sin in Sveti Duh. Ampak otrok je pa dejansko spremenjen v sina. Ampak je pa v esenskih naukih, recimo izvornem krščanstvu, sta bila dva trikotnika. Eden trikotnik gleda navzgor, ki predstavlja moški trikotnik, tudi zgornji del Merkabe, ki predstavlja nebo. In tukaj je božanski Sveti Duh, moški aspekt, sin in oče. Potem je pa še trikotnik, ki gre navzdol, ki je pa spet ženski božanski Sveti Duh in mati in hčerka. In to je potem ta šestkraka zvezda, pa Davidova zvezda in tudi povezava z Merkabo. In v bistvu to je to, kar sem zdaj povedal.
to ni nekaj, kar je religija. Garantiram, da če gremo zdaj mi na en drug planet, pa bomo srečali eno civilizacijo, ki je že šla čez določeno spoznavanje in spominjanje in bi pokazali mi, ne vem, simbol Merkabe ali pa rože življenja, ne bi rabili se niti besedice spregovoriti, samo to bi pokazali in bi rekli oni, aha, vi ste razumeli, ja, mi smo tudi razumeli. In bi nekako, to je nekako univerzalno. To so zdaj sveta geometrija in univerzalni nauki so tisti nauki, ki so, rečemo temi, vpisani noter, vklesani v zavest vesolja in ne morejo biti izbrisani. A ne? Potem smo pa mi samo okrasili te nauke z religijo, pa z duhovnimi delavnicami, pa s knjigami, pa temu rečemo tak šamanizem, pa tisto zdravljenje, pa reiki. Ampak na koncu, univerzalne stvari bojo bile nesmrtne in meddimenzijske. In to je to, kar učenje prihaja iz srca. In moramo to svetotvojstvo občutiti. Mogoče se to, v šamanizmu je isto, recimo medicinsko kolo severnoameriških domorodcev, 4 strani neba, 4 elementi in dol in gor in center kolesa je srce. Tako bi rekel, srce, maternica, razum in potem se spet svetotrojstvo združuje v eno. Odlično. Slišal sem tudi, da v bistvu najhitrejša pot je povezava s svojim spiritom, torej s svojim duhom nazaj v izvorno energijo, da v bistvu prosiš svoj spirit, da ti pomaga v bistvu. Ja, zdaj vsi smo spiriti, vsi smo duhovi, vsi smo zavest, rečemo temu. Zdaj smo fragmenti ene zvesti. In zdaj, ko samo zaprosiš svoj višji aspekt zavesti, duha, marsikdo bi uporabil lahko besedo moj sveti duh. Nekdo bi rekel, srečal sem Kristusa v srcu. In je to ista stvar, kot bi kdo drug rekel, občutil sem brezpogojno ljubezen. Kar pa ne moramo narediti, je pa ne moramo ločiti, ne moramo se osredotočiti samo moška energija je dobra, ženska je slaba ali pa obratno. Take stvari bo zmeraj pripeljale do neharmonije. Ampak ja, najbolj direktna pot do spoznanja je kot si zdaj rekel, da greš direkt noter. In jaz sem že tako rekel, lahko imaš doma 200 knjig, 300 knjig, 100 delavnic, ampak jaz bi vse te delavnice, knjige zamenil za eno meditacijo v mali prostor srca, za en občutek enosti, tudi če je kratek, ki ti spremeni. In pa tako pravim, ko se enkrat odločiš iti na stalno spoznavanje samega sebe, boš istočasno spoznaval svet. In potem se ti razne take stvari, kot male iniciacije v življenju skozi dogajajo. In na koncu, kar najdeš na svoji poti spoznanja, moraš deliti naprej. Moraš. To je nekako must do, yes. Ko deliš naprej, must do, ne? In ko deliš naprej, in potem ti tudi to najdeš nove darove, zato ker vesolje vidi, zdaj pa si pripravljen deliti to naprej. Tako je, da s srcem dejansko doprinašaš potem drugim s tistim, kar si naredil na sebi, kar si ozavestil, kar si se ponovno spomnil, in doprinašaš v bistvu k dvigu zavesti človeštva. Ja, zdaj domnevam, da gre malo proti koncu že vse rad se fajn pogovarjamo. Zdaj glih, ko so šla v globine. Ja, ampak eno stvar mi je glih padla na pamet, srce. Ko sem glih Kristusa omenil toliko, ta zavest enosti, ki se prebuja, se mu reče Kristusova zavest. Ampak to ne moramo gledati iz religioznega vidika. Jezus ni rekel, da se bo on vrnil čez 2000 let, ampak je rekel, Kristusova zavest enosti se bo vrnila čez 2000 let. In
In mogoče vsi ti mojstri, ki so pustili tak velik pečat na zemlji, ne, lahko rečemo tudi Krišna, pa lahko rečemo Buda, pa Yogananda, ki ni bil še v prejšnjem stoletju je bil. Oni njihovo učenje ni toliko, kaj so povedali, ampak so oni sami bili sporočilo. In jaz mislim, da smo zmeri drug drugemu največja luč ali tema, kot mi sami. In bomo sprožili zdravljenje ali pa spominjanje že samo z našo prisotnostjo. In marsikdo bo šel na duhovne delavnice, bral duhovne knjige. Ampak po tem, ko nekaj spoznaš, moraš nadaljevati to z zavedanjem tega. Se pravi, da se zavedaš, da obstaja recimo mali prostor vesolja, da se zavedaš, da obstaja veliki duh, da je življenje neskončno. In to zavedanje se meni zdi osebno bolj pomembno, kot da greš zdaj novo knjigo brati. Pa ne, tako nekako. Odlično, čas se nama na žalost izteka. Hvala za vse, kar si, za vse, kar delaš. Mogoče samo še en stavek, mogoče misel za naše gledalke, gledalce. Nekoč smo bili vsi eno, pa smo mogli pozabiti, kdo smo, zato da se lahko ponovno spomnimo iz različnih aspektov ene luči, ene zavesti. Tako da vsi mi smo ista zavest, ki se ponovno spominja samega sebe iz različnih ogledal, iz različnih perspektiv. Odlično. Hvala, Luka, moj poklon za vse, kar si, za vse, kar delaš, pa verjamem. Ja, hvala in verjamem, da se še kdaj srečava, tudi v živo in bova še kdaj kaj posnela. Hvala, Dejan. Hvala vsem. Ja, lep pozdrav. Hvala tudi vam, drage gledalke, dragi gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v oddaji Prebujeno srce Slovenije. Hvala vam, ker ste in hvala, ker gledate to oddajo.